Dobar dan, lep dober dan vsem skupaj, upam, da ste v redu. Torej, pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci. Ja, v Novi Sloveniji smo trdno prepričani, da je pač pokojnina zaslužena pravica, pravica iz dela, pravica iz tega, da nekdo pošteno dela v 40 let in tudi pošteno plačeval prispevke. In ta pravica ne bi smela biti v nobenem primeru zmanjšana ali pa celo odvzeta, zato ker nekdo po upokojitvi želi še naprej delati, ker si želi dodatno zaslužiti, ker želi biti dodatno odgovoren, glede na to, da v Sloveniji delodajalci govorijo, kako močno primanjkuje delovne sile. Po obstoječi zakonodaji pa lahko upokojenci po upokojitvi še naprej opravljajo določene oblike dela, ampak pri tem se jim zgodi krivica. In sicer delna ali pa popolna prekinitev izplačevanja pokojnine. In jaz se sprašujem, ob vložitvi naše novele zakona, se sprašujem, kakšna država smo torej. Delodajalci torej na eni strani govorijo, da primanjkuje delovne sile, da jo moramo uvažati, da imamo zaradi tega veliko stroškov, da imamo zaradi tega veliko birokratskih postopkov, po drugi strani pa omejujemo delo tistim, torej upokojencem, ki v bistvu želijo delati in to na zelo grob način, kot sem vodoma dejal, na način, da jim posežemo v njihovo pravico na podlagi, ki izhaja iz 40 let pošteno opravljenega dela. Tudi na drugi strani imamo privilegirane pokojnine, z različne strukture, medtem ko pa se upokojencem spet, kot sem dejal, omejuje delo. Torej, po dosedajni ureditvi, se pravi od polovičnega delovnega časa, ki ga upokojenec opravi, prejme do 40% pokojnine. Po 3 letih pa zgolj 20% pokojnine. Se pravi, za koliko ljudi to gre? V prvem primeru, od polovičnega delovnega časa do polnega delovnega časa, za teh 40% pokojnine, teh je kar 16.000 Slovenk in Slovencev. Kar se pa tiče po 3 letih dela, tistih, ki prejmejo zgolj in samo 20% pokojnine, ki bi jim morala pripadati, v celoti, glede na to, da so plačevali prispevke, pa je 4.000 državljank in državljanov, 4.000 ljudi. Torej, mi predlagamo s tem zakonom, da izplačevanje polne pokojnine ob nadaljnji delovni aktivnosti starostnih upokojencev je pač to izplačevanje ne glede na obseg delovne aktivnosti. Se pravi, ne glede na to, koliko upokojenec dela in želi delati, naj prejme polno pokojnino, ki izhaja iz njegove pravice, ki izhaja iz njegovega dela, ki ga opravi v 40 letih. Predlagamo pa s tem zakonom še 2 drugi rešitvi, in sicer dvig zagotovljene pokojnine, in sicer starostne, invalidske, vdovske, na 820 evrov, zdaj je ta v višini 781,94 evra. Torej, na ta način želimo, da se pač ta zagotovljena pokojnina, zajamčena pokojnina, uskladi z minimalnimi oziroma mesečnimi socialnimi transferji. Nadalje predlagamo tudi dvig odmernega odstotka najnižjih pokojnin z 29,5% na 32, zdaj je to 352 evrov, po novem bi bilo to 384 evrov, torej odvisno še od višine pokojninske osnove v letu 2025. In dvig odmernega odstotka najnižjih invalidskih pokojnin in kmečkih pokojnin za ožji obseg ob izpolnjeni polni pokojninski dobi iz 41% na 44%. To pomeni iz 490 evrov po našem predlogu zakona na 529 evrov. To je na kratko to o predlogu naše zakonodaje. Poglavitna rešitev pa izhaja iz tega, oziroma ideja izhaja iz tega, da želimo biti socialno pravični, da socialno pravična družba, na drugi strani tudi gledamo na medgeneracijsko solidarnost, zlasti pa, da zagotovimo elemente pravičnosti. Vete, če nekdo dela 40 let in zato vplačuje v zdravstveno blagajno, je prav,
da potem prejme polno pokojnino, ne glede na to, če on, ta upokojenec, želi še naprej delati. Je pa so na vrsti vaše vprašanje. Mogoče, gospod Vrtovec, če začnemo s pokojninsko reformo, ki jo je minister Mesec napovedal, oziroma v neki sklepni fazi, so pogajanja naj bi bila, no. Prve obrise smo že poslišali, videli, kako ocenjujete, kar je dosedanje novosti, ki jih bo prinesla, bojda ta reforma in kako bi lahko te vaše rešitve mogoče umestili v njihove predloge? Glede, mi najprej mislimo, da bodo bili naši predlogi sprejeti. Glede na to, da, kot sem dejal, primanjkuje recimo delovne sile, sem prepričan, da ne bo nihče proti temu, da nekdo prejema pač polno pokojnino in hkrati še dela zraven. To potrebuje danes delodajalci, se pravi delovna sila. Na drugi strani, kar se pa pokojninske reforme, ki jo vlada pač pripravlja, a jaz sedaj še vedno ne verjamem, da bomo v tem mandatu sprejeli. Zaradi tega, ker po predlogu, da se bo podaljšala delovna doba, ne verjamem, da bo imela koalicija dovolj poguma in to naredila 3-4 mesece pred volitvami oziroma v volilni kampanji. Res bi videl tega junaka, ki bo to sprejel in ta gumb pritisnil v državnem zboru. Zdaj, na kak način pa boste iskali torej glasove koalicije, predvsem v tem delu, da pravite za tiste, ki so že upravičeni do pokojnine in si še želeli delati, da bi torej prejemali pokojnine plus plačilo za delo? Jaz mislim, da tukaj bi lahko bila politika notna. A veste, da nas stanejo več, da uvažamo delovno silo, se pravi vsi birokratski postopki o tem, integracija tujcev pa tako naprej, kot pa to, da bi lahko tiste upokojence, ki so vitalni in si želijo delati, kot da bi pač temu omogočili, da pač prejmejo polno pokojnino. No. In jaz mislim, da tukaj ne vidim razloga, zakaj naprimer bi bila koalicija tlele proti, ker so bili tudi glasovi iz nekaterih koalicijskih strank v zadnjem mesecu dni, da bi bilo to potrebno tudi sprejeti v takšni obliki, kot mi zdaj predlagamo. Kako pa bi mogoče reševali potem to, se pravi upokojenec, ki ima vse pogoje, 40 let starost in prejema pokojnino in potem dela, kako bi obrednotili potem to vsako dodatno leto na obstoječo pokojnino, bi to imelo kakšen vpliv? Seveda, da to ima vpliv, ne? Ker on dodatno dela, pa še tudi govorimo o tem, da še vedno se plačuje prispevke, ne? In bi potem seveda dodatno dobil višino pokojnine, se pravi odmerjen odstotek. Bistveno pa je, da se v bistvu mu popravi krivica temu upokojencu, govorimo o 20,000 upokojencih, da se jim popravi krivica, ker ne plačujejo, ker pač so plačali že te prispevke, v bistvu ne prejmejo pa zaslužene pokojnine na podlagi vplačil. Na drugi strani pa imamo tako imenovane privilegirane pokojnine, ki pa nimajo osnove v plačevanju z pokojninsko blagajno, pa v bistvu dobivajo pač ta privilegij. Ne? Tudi na račun teh upokojencev, ki delajo. Potem pa še, če ostanemo pri pokojninah, torej SDS se že dobra 2 tedna zbira za predlog zakonodajnega referenduma, s katerim bi torej preprečili, da bi se posameznim dosežkom izjemnim na področju kulture izplačeval torej ta dodatek. Kakšno je vaše stališče v zvezi s temi pokojninami, se vam zdi upravičene, neupravičene, kako bi mogoče bi reševali to splačevanje za kulturnike? Mi se strinjamo s tem, da ta zakon, da pač ta zakon ne pride v veljavo. Tudi glede samega referenduma, gledajte, tukaj gre za simptom tega, ne gre samo za par kulturnikov, ampak gre za simptom tega, da pač imamo še vedno pokojnine, ki niso takšne, ki bi vsem ljudem omogočile dostojno življenje. Na drugi strani se pač dela pač privilegirane skupine, ki nimajo osnove v plačevanju. No. Razumemo, da so nekatere pokojnine ali pa zaslužne, da so od veteranov pa tako naprej, da je pač to treba ceniti, kar se tiče kulture, absolutno, ampak na drugih področjih na drugačen način, kot je pač predlagana ta novela, kot je bila predlagana ta novela zakona. In zaradi tega smo mi tudi že večkrat dejali in tudi glasovali proti samemu zakonu, ki ga je predlagala vlada. Jaz upam, da pač bo referendum uspel in da se potem naredi tukaj neka katarza, da se pač gleda
kakšna je osnova vplačil v pokojninsko blagajno od posameznika, ne pa na podlagi tega, da bo pač par posameznikov ocenjevalo, kakšna veličina je pač posameznega umetnika in ali je ta zaslužen potem za privilegirano pokojnino ali ne. Torej, samo jedno vprašanje. Ta predlog novele, katerem ste danes govorili, ste to že vložili oziroma to boste vložili? Nova Slovenija to že vložila, mislim, da v petek, ne? V petek smo vložili v parlamentarno proceduro, tako da ja, zdaj začenja parlamentarni postopek okrog tega. Če želite še nekaterakoli drugo vprašanje, veselim na temo, gospod Vrtovec, zdaj poteka v Državnem zboru izredne seje glede birokratizacije in izboljšanja gospodarskega okolja pri nas. Videli smo v Odboru za gospodarstvo zavrnil se SDS-ova priporočila. Zanima me, ali v Novi Sloveniji podpirate ta priporočila in kakšni bi morali biti po vašem predlogi za, recimo temu, bolj vitko državo? Se bom kar osredotočil na ta drugi del vprašanja, ne? Ki bo odgovoril tudi na prvi del. Prva stvar, ki je v tej državi, imamo preveč zakonov in preveč podzakonskih aktov, uredb in implementacij tudi evropske zakonodaje in bi bilo prvo, kar je potrebno, bilo to treba združiti, oklestiti tisto, kar je nepotrebno in pomeni dodatne birokratske ovire. Druga stvar je, ki je tukaj pomembna, bo, da pač naslednja vlada bo mogla to resnično zagriziti, da bomo lahko prišli do gradbenih dovoljenj, do izdaje različnih listin v čim krajšem času, oziroma ne, da ljudje čakajo pol leta, da pridejo do sprememb prostorskih načrtov in tako dalje. S tem trpi gospodarstvo, trpijo ljudje in da bomo potrebovali, ne bom rekel resor, ampak vsaj ministrstvo brez listnice ali pa urad, ki bo skrbel za debirokratizacijo države. Se pravi, človeka, ki bo rekel, ne, potrebujemo motorko za to papirologijo, ki jo imamo v tej državi. Ne. In tega je resnično preveč. Tega ni preveč samo v Sloveniji, tega preveč tudi v Bruslju, da ste mislili. Ne. Ta mehanizem, birokratski administrativni mehanizem v Evropski uniji je pač preširok in prevelikega obsega in zaradi tega je tudi tako pač neučinkovit. Jaz se vedno sprašujem, mi potrebujemo včasih zakone lex specialis, ne, se spomnite Magne, če smo želeli, da pač Magna bi bila vzpostavljena, smo mogli sprejeti poseben zakon za to stvar, ne. In se sprašujem, zakaj, ne, zakaj je to potrebno, zakaj ne moramo imeti pač normalne vitke države, da bi lahko do gradbenih in drugih dovoljenj recimo prišli prej. In se to ne velja samo za pač prostorsko zakonodajo, ampak tudi ostale zakonske okvire. In z tega naslova, ja, smo podprli tudi ta priporočila, jih podpiramo, zato ker ta birokratski mehanizem tudi v državi, birokracija je ena izmed rak ran našega celotnega državnega aparata in ne služi kot dober servis ljudem in gospodarstvu. No, ampak strateški svet za debirokratizacijo smo že imeli, pa je nekako kar zamrl od nastopa sedanje vlade. Ja, pač v naslednji vladi nazaj ustanovljeno. Se pravi skupina strokovnjakov, ki bo pač delala na tem, da se pač počisti zakonodaja, ki je nepotrebna in v bistvu in ovira pri tem, da bi Slovenija napredovala ter se razvijala. Še kakšno vprašanje? Potem pa lep dan še naprej. Hvala.